V Sloveniji, v Kopru, so prvič odkrili gnezda invazivnega orientalskega sršena. Strokovnjaki so doslej opozarjali predvsem na nevarnost azijskega sršena, ki ga pri nas še ni, zdaj pa opozarjajo, da je podobno nevaren tudi orientalski sršen. Posamezne sršene so na območju Primorske v zadnjih 2 letih že opazili, ne pa tudi gnezd. V Kopru so jih odkrili 5, ocenjujejo pa, da jih je samo v starem delu mesta že več kot 25. Ana Vidic-Kostevc. Če so se strokovnjaki doslej bali azijskega sršena, ki v Evropi povzroča ogromne težave, grški strokovnjak, ki je odkril prva gnezda pri nas, svari tudi pred rodnim orientalskim sršenom. Na območju starega dela Kopra je nekje med 25 in 30 aktivnih gnezd. Ko bi pa pogledali na periferijo oziroma majhen vas izven samega centra, pa je verjetno teh gnezd še več. Na udaru bi lahko bilo čebelarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, saj bo hrano iskal prav tam. V prvi fazi bo to grozdje, bodo jablana, bodo preko ostalo sadje, potem pa konec koncev čebele. V samem prikopanju je ogromen medu, je zalega čebelja, so tudi čebele, katere lovi in pleni. Sršen, če se ne bo počutil ogroženega, ne bo napadel, pravi Bozovičar, ki dodaja, da je pik orientalskega sršena izjemno boleč, drugi najmočnejši takoj za orjaškim. Podobni ukrepi kot pri ostalih pikih, se pravi, hladimo obkladke, mirujemo, v primeru kakšnih ostalih reakcij poiščemo zdravniško pomoč. Orientalski sršen pa ni poseben le v tem, da raje gnezdi v tleh. Težava oziroma posebnost tega sršena je ta, da več matic preživi zimo. In zdaj, če več matic preživi zimo, bo drugo leto spet več novih gnezd in potem je širitev oziroma količina tega sršena večja. Širitev lahko preprečijo z uničevanjem gnezd, zato svetujejo, da vsaki najde takšnega sršena v naravi ali gnezdo ali sam osebek, to sporoči bodisi na Čebelarsko zvezo, še rajše pa vidimo, da na portal invazivke.si. Situacijo na terenu pregleduje Čebelarska zveza, ki bo o stanju obvestila vse pristojne.